Električni skiroji so všečno trendovsko prevozno sredstvo, vendar mnogi, ki se prevažajo z njimi, prezrejo prav vsa varnostna opozorila. In posledice? Poškodb je veliko, pa ne le med uporabniki, ampak tudi med pešci, na katere naletijo, saj jih ti nemalokrat niti ne opazijo, niti ne slišijo dovolj hitro, da bi se umaknili. Kakšne so posledice teh nesreč, ki jih na klinični ravni poskušate sanirati z zdravljenjem, oziroma konkretneje v vašem primeru z rehabilitacijo? Ja, vse, kar ste rekla, seveda drži. Mislim, da je vseeno na prvem mestu treba biti pošten in razčistiti zadevo, da so električni skiroji in vsa ta mikromobilna sredstva popolnoma legalno prevozno sredstvo, ki so seveda namenjena uporabi z določenimi pravili in z določenimi omejitvami in kot taka so seveda zelo funkcionalno in priročno prevozno sredstvo, ki ga tudi sam uporabljam, predvsem kadar sem v tujini in je velika mreža ponudnikov teh električnih skirojev. Lahko vam pa povem, da v Avstraliji seveda električni skiroj ne bo deloval, če ob tem ne boš odpel čelade, ki je priložena zraven skiroja in jo dal na glavo. Kot ste sama rekla, električni skiroji so eno novo, predvsem prevozno sredstvo, relativno novo, zadnjih 5 let mogoče v širši uporabi. In mogoče se ga vsi skupaj še nekako navajamo, tako tisti, ki ga uporabljajo ali uporabljamo, kot tisti, ki se z uporabniki srečujemo. Problem za moje pojme uporabe seveda električnih skirojev in drugih, električnih mobilnih enoslednih naprav, če tako rečemo, je seveda ena taka zelo širok razpon te uporabe. Seveda v eni normalnem okolju, v normalni razviti družbi bi pričakoval, da je to eno osnovno prevozno sredstvo za to službo, po opravkih, na krajše poti. Problem je, ko seveda to sredstvo z neprilagojeno uporabo postane predmet, zabave, nastopaštva, kršitve pravil. To je tisti problem. Tako je, problem ni sama uporaba, temveč način uporabe. Še vedno poudarjam, da je to verjetno eno ekološko, privlačno, uporabno mobilno sredstvo, ki je seveda bilo izumljeno, da ne rečem, seveda za lajšanje tegob mobilnosti. In to je prav. Drugo je, kako mi uporabljamo to. Ali to uporabljamo, ali mi to zlorabljamo. Seveda prva stvar, na katero je treba pomisliti, je seveda hitrost takega vozila. Po mojih podatkih je neka dovoljena hitrost takega vozila 25 km/h, v tujini je to 15 milj/h, ki seveda zagotavlja relativno varno premikanje na temu prilagojenih površinah. Morate namreč se zavedati, da sila, ki deluje na telo uporabnika, ki se s takim vozilom pri hitrosti 25 km/h zaleti v neko stoječo, trdo oviro, je to stena ali je to stoječ tovornjak, avtomobil, ne govorimo o pešcu, govorimo o trdnem telesu, je seveda enaka, kot če bi ta oseba padla z drugega nadstropja. Enaka število kilonewtonov, da ne rečem, deluje na telo, seveda posledice tega so pa takšne, odvisne od seveda dela telesa, na katero ta sila deluje primarno ali pa v tistih prvih desetinkah sekunde ali pa v prvi sekundi. In seveda to že pri uporabi, ki je predvidena. Kaj šele, če se to zgodi s hitrostjo, električnih skirojev, ki jih vidimo danes tudi enostavno po cestah, po glavnih cestah v Ljubljani, drvet osebe v kratkih hlačah, v šlapah, kratkih rokavih, brez čelade 50-60 na uro, dobesedno prehitevajo avtomobile. To je seveda smrtno nevarno trčenje v takem primeru, padec. In ko seveda verjetno starši razmišljajo o nakupu take naprave za vožnjo, morda ne razmišljajo, da ko dajo tako stvar v roke otroku in ga ne naučijo tudi pravilne uporabe, je enostavno enako, kot če bi ga spodbujali, naj hodi po balkonu v drugem nadstropju brez ograje. Verjetno noben starš ne bi tega naredil zavestno. Kot če bi mu rekli, igraj se na balkonu v drugem nadstropju brez ograje. Saj velika verjetnost je, da čez pač ne boš padel ali pa ne približno. Noben normalen starš tega ne bo spodbujal. Če že seveda poskrbimo, da
primeru nesreče ali pa česarkoli seveda so posledice čim manjše. To pa je seveda ustrezna omejitev hitrosti, uporaba na ustreznih površinah, uporaba zaščitne opreme. Tako za otroke, kot tudi za tiste starejše nad 18 let. Pravzaprav nikoli ne vem, zakaj bi mogla biti zaščitna oprema določena za otroke do 18 let, pa mladostnike nad 18 pa ni več potrebna, kot da so starejši možgani pa zdaj bolj odporni na udarce. Niso. Pravzaprav starejši, ko so možgani, okrevanje je slabše. Še najbolje okrevajo možgani mladostnikov, tistih, ki jih po zakonu ščitimo. Pa prav je, da jih ščitimo, da se razume. Tako da seveda do te nesreče se dogajajo, beremo tudi o zelo tragičnih nesrečah, o otrocih, ki zaključijo v intenzivni negi, dolgotrajni intenzivni negi in obravnavi. In se bojo dogajali. Dejstvo je, da se bojo dogajali. Tega nikoli ne bomo preprečili, dokler se bodo seveda skiroji v uporabi in v uporabi bojo ostali, ker ne vem, zakaj ne bi, do takrat nesreče bojo. Vendar zrela družba, pametna družba, pa odgovorni starši bojo poskrbeli, da se zminimalizira število dogodkov, ki so seveda lahko za otroke, mladostnike in tudi odrasle imajo posledice. Lahko dolgotrajne ali pa celo trajne in za zmeraj, ali pa smrtne, da ne rečem. Tako in s pametno in varno uporabo je mogoče preprečiti res najhujše zaplete, dogodke. Velika sreča je, pa neko naključje je, kar potrduje tako analiza kolegov iz UKC kot naša analiza in primerjava naših podatkov seveda s tujo literaturo, je velika sreča je, da je pravzaprav število zelo usodnih možganskih poškodb, se pravi znotraj možganskih krvavitev, v sledilnih študijah velikih travma centrov, če rečem, pravzaprav zelo majhna. En gro, se pravi največji delež poškodb, mnogo več as polovico, gre za zlome, izpahe, zvine, udarce, bom rekel poškodbe, ki jih klasificiramo bolj kot lahke, na srečo pa, in ravno danes sem si prebral eno nemško študijo, ki je analizirala podatke v letih 20 do 22, enega nemškega travmatološkega centra, kjer so pravzaprav ugotovili, da je odstotek hudih poškodb glave pravzaprav majhen v tem segmentu, in se giblje tam med 2 do 3 odstotki. To so poškodbe glave z znotraj možgansko krvavitvijo. Veliko je pretresov možganov, se pravi udarnin glave brez možganske krvavitve. Ogromno je seveda poškodb hrbtenice, poškodb medenice, dolgih kosti, zvinov, drgnin in tega je seveda veliko. Na srečo še vedno dosti teh poškodb, ki so obravnavani, bom rekel, v urgentnih travmatoloških ambulantah, ne zahteva pravzaprav niti hospitalizacije, ampak le ambulantno oskrbo, vsaj tako govori tuja literatura. Ampak tistih nekaj na leto, seveda, kjer pa pride do hudih možganskih poškodb, s trajnimi posledicami pa popolnoma nepotrebnih, ki bi bilo možno preprečiti seveda z upoštevanjem navodil ali pa upoštevanjem pravil ali pa namenu prevoznega sredstva. Ker tisti trenutek, ko prevozno sredstvo postane igrača, ki postane predmet za postavljanje ali pa za preživljanje prostega časa mladostnikov, tisti trenutek je to nevarno. In enako velja ne samo za električni skiroji, enako velja za te majhne motorčke, ki jih vidimo velika, po cestah, po pločnikih, po otroških igriščih, po pešconah, ko drvijo majhni mulci, da ne rečem, 1-2 na skuterju brez čelade, v okolju, ki je absolutno nevarno za njih in za druge udeležence. Seveda to je pa tisto, kjer seveda bi bilo treba malo močneje regulirati. Zdaj, kako seveda zmanjšati usodne ali pa tudi neusodne stvari. Saj veste, tudi vsak zlom roke ali pa gležnja ali pa stopalnih kosti, da ne rečem, vsakega otroka malo vrže iz ritma učenja. Izgubil dneve v šoli, mogoče bo se poznal na šolskem. V glavnem, nič ni fajn, če ima otrok zlomljeno roko. Bogu hvala, da ni poškodovana glava. Tudi če ima zlomljeno roko, je to popolnoma brez potrebe, kar obremenjuje tako njega, kot družino, kot šolo, kot na koncu koncev zdravstveni sistem, urgentne službe in tako naprej, rehabilitacijo, fizioterapijo. Vse to obremenjuje pravzaprav brez potrebe. Seveda se nesreče dogajajo. Zdaj, v normalni in razviti družbi velja, da je dovolj pogovor, da je dovolj opozorilo, da je dovolj izobraževanje. V malo manj razviti družbi verjetno je potrebno pa malo tudi več nadzora, včasih tudi sankcioniranja. Popolnoma jasno je, da nihče ne more nadzorovati vseh cest, vseh vaških cest, vseh igrišč, vseh parkirišč. Nobena, bom rekel, policija na svetu ne zmore nadzorovati
takih površin, a ne. Ampak seveda vsaj tam, kjer se to pogosteje dogaja, ali pa kjer je jasno, bi pa verjetno nek nadzor lahko preprečil, a ne. Ker nezgoda se ni nujno se zgodila danes, jutri, lahko se bo čez leto, a ne. Tako, in v bistvu si človek želi, da bi pravzaprav na ravni družbe prišlo do premika miselnosti, da bi bila varna uporaba tovrstnih prevoznih sredstev pravzaprav nekaj povsem samoumevnega. Tako kot so danes čelade pri kolesarjenju, medtem ko kakšnih 10-20 let nazaj tega nikakor ni bilo mogoče videti skoraj. To nam seveda daje upanje, da smo zrela družba, da smo družba razsodnih, pametnih ljudi, v kar jaz seveda globoko verjamem, da smo, a ne. In seveda imamo dokaze, a ne, da se lahko z ukrepanjem brez sankcioniranja ali pa nekega zelo strogega nadzora lahko naredimo korak naprej, korak k izboljšanju stanja, korak k večji varnosti in predvsem pač korak k zmanjšanju nekih blažjih, srednjih ali hudih poškodb ali pa težkih tragedij, kjer seveda se spremeni življenje za stalno. In ne samo tistega, ki se je poškodoval, tudi žal tudi njegove družine in njegove okolice, a ne. In seveda, jaz sem pač kot specialist fizikalne hrbtenske medicine, ki se ukvarja s posledicami možganskih poškodb, a ne, seveda spremljam te in bolnike in družine še vrsto let, a ne. Seveda, žalost je velika, pričakovanja in želje po, bom rekel, ozdravitvi so velika, a ne. Vendar žal nikoli ni možno seveda povrniti enakega življenja, kot je bilo pred hudo možgansko poškodbo. In tega se premalo pogosto zavedamo. Ali morda lahko nevarnost nekontrolirane vožnje z električnim skirojem ponazorite s katerim od primerov, ki ste jih obravnavali in ki vas je kot človeka in kot klinika presunil do konca? Seveda, ne, na srečo, spet bom rekel, veliko zgodb ni, ampak tiste, ki so, ne. In seveda spominjam se bolnika, ne, ki je bil, bom rekel, uspešen podjetnik, a ne, krasno družino imel, urejeno življenje, a ne, ampak je na žalost prišlo do nezgode točno s takim prevoznim sredstvom. Ne vem zakaj, ne vem kako, ne vem kaj je bil razlog, ampak dejansko vidim tudi, ne, kot posledico konkretno takega dogodka, kot ste vi rekli, seveda sem spoznal uničeno življenje družine, ne, in težke posledice, a ne. Ob tem pa se ne morem izogniti še enemu vprašanju. Zanima me, ker pač tudi vi delujete v sklopu javnega zdravstva, kako gledate na zdaj že skoraj 7 mesecev trajajočo stavko zdravnikov, kako ta odzvanja v klinični praksi, kako pravzaprav vi občutite stanje v našem zdravstvenem sistemu? Seveda vsi, ki delamo v zdravstvu, ne samo zdravniki, ki smo še vedno v pro forma procesu stavke, ampak vsi naši sodelavci, se pravi, člani našega tima, če tako rečem, nekih ne bom zdaj našteval, a ne, seveda na nek način seveda vsi to občutimo kot neko nelagodje, da se razumem. Bodimo iskreni, zdravniki nikoli ne želimo škoditi bolnikom, nikoli ne želimo škoditi pacientu, to je zadnja stvar, a ne. Včasih smo seveda prisiljeni poseči po nepriljubljenih ukrepih, pri katerih upamo, da ne bo neko trajno, ali pa Bog ne daj, prišlo do poslabšanja stanja, zato da pokažemo pravzaprav, da je res prišlo do točke, ko se je treba začeti pogovarjati, pogajati, predvsem pa bom zelo naravnost povedal, a ne, izpolniti obljube, ki so bile dane. Saj gre samo za to, gre za neizpolnjevanje dogovorov, a ne, s strani dveh partnerjev in to je popolnoma življenjska reakcija, da če ti nekdo ne izpolni dane obljube, seveda potem te to spravi v slabo voljo, potem so pač ukrepi kot so, a ne. Mislim, da smo zdravniki ena resna stranka za pogovarjati in z tega vidika pravzaprav ni fair, da se ne izpolnjuje danih dogovorov. Gre samo za to. Če so nasprotni strani dogovori bili všeč ali ne, žal dali so ga. Verjetno se da vedno pogovarjati o danih dogovorih, ne, ampak eklatantno jih ignorirati pa verjetno ni lepo, ne.